Torej, lep pozdrav vsem skupaj. Čisto na kratko še nekaj poudarkov, kot ste sami spremljali, če ste bili tukaj v času trajanja seje ekonomsko-socialnega sveta, je prišlo do precej živahne izmenjave mnenj. To je v veliki meri razumljivo, glede na to, da zdaj poskušamo reševati stvari, ki so se dolgo časa kopičile. Problemi, ki so na mizi, niso nastali čez noč, imajo daljšo brado. Slovenija se v času, ko se je z krizo spopadla večina evropskih držav, s krizo pač ni resno spopadla in zdaj so vsi problemi naenkrat na mizi. Glede na to, da je v zadnjih dneh prevladoval nek lažen vtis, kako so ključna vprašanja povezana z rebalansom proračuna in z interventnim zakonom, ki bo skušal na nek način racionalizirati javno porabo, tako da bo manjši razkorak med prihodki in odhodki v proračunu. Naj povem, da to ni glavni problem. Rebalans proračuna in ta interventni zakon je približno 10% zalogaja, ki je pred nami. 90% tega zalogaja čaka. Skušali ga bomo reševati preko socialnega dialoga v okviru novega socialnega sporazuma. Tako da sem danes pozval socialne partnerje, tiste, ki so izhodišča za nov socialni sporazum že podpisali, da v roku, se pravi v roku 14 dni, predložijo predloge za vsebino tega sporazuma. Tiste socialne partnerje, ki pa še niso podpisali izhodišč, pa da to podpišejo. Glede na to, da so se prav vsi člani ekonomsko-socialnega sveta s temi izhodišči strinjali, da pa jih nekateri niso podpisali, ker so to pogojevali z pravzaprav popolno uskladitvijo tega paketa ob rebalansu proračuna, do česar skoraj 100% ne bo prišlo. Sem opozoril na to, da ni pametno zaradi nekih strateških rešitev, ki nas čakajo v prihodnje, to pogojevati z taktičnimi prijemi, kar seveda proračun je, kajti s tem, da sprejmemo proračun oziroma rebalans proračuna in ta tako imenovani z napačno besedo varčevalni paket, šele dobimo manevrski prostor, da bomo sploh lahko se pogovarjali o ključnih problemih. Kot veste, je vlada danes sprejela rebalans proračuna, ne pa dokončno še tega zakona za uravnoteženje javnih financ. To bo storila prihodnji četrtek. Tega nismo storili samo zaradi zahtevnosti projekta, ampak tudi zato, ker, kot veste, potekajo neposredna pogajanja tudi sindikati javnega sektorja. Ta pogajanja skoraj zagotovo ne bodo končana do naslednjega tedna. Vendar pa s tem ta socialni dialog na tej ravni med vlado in sindikati javnega sektorja ne bo končan, ker je vlada danes sprejela poseben sklep, da so tukaj možni popravki in dopolnitve preko amandmajev, ki jih je pripravljena vložiti sama vlada oziroma vladna koalicija, do zadnjega roka, ko bo še možno vlagati amandmaje. Ni pa bilo več možno čakati z odločitvijo, zaradi procedure, ki nas še čaka v državnem zboru, in tudi zaradi tega, ker nas zdaj čaka poleg socialnega še politični dialog. Ta se bo začel, oziroma ta se ne more začeti prej, dokler vlada predloga uradno ne pošlje v državni zbor. To je bil en od ključnih razlogov, da smo se danes držali tega roka. V tem političnem dialogu pa želimo poleg usklajevanja teh ključnih strukturnih zakonov oziroma zakonov za te strukturne spremembe uskladiti najprej tudi spremembo ustave. V ta namen sem povabil tudi opozicijske stranke v torek na poseben sestanek in to bo točka ali pa trenutek resnice. Na tem pogovoru in kasneje pri odločanju Ustavne komisije in Državnega zbora o zapisu zlatega fiskalnega pravila v slovensko ustavo se bo stehtala zrelost slovenske politične elite na vprašanju, ki je v tem trenutku usodnega pomena za državo. Ponavljam, da tega ne delamo zato, ker nas to končno veže tudi
sporazum oziroma pogodba o stabilnosti in pač ostalih ukrepih za reševanje, dolgoročno reševanje in stabilnost evra, ampak zato, ker Slovenija sama potrebuje zavezo oziroma dogovor politične elite na ustavni ravni, ki bo preprečeval moralni hazard in takšno stopnjo in takšen tempo zadolževanja, kakršnega smo spremljali v zadnjih 3 letih. Ne glede na to, katera vlada bo v prihodnje, bo pač vezana na to omejitev v ustavi in to je varovalka pred ponavljanjem te krize in situacije, v kakršni smo danes, ko je treba veliko stvari reševati naenkrat. Torej, pri spremembi ustave pričakujemo podporo vseh političnih strank. Ta podpora je bila na nek način obljubljena že na prvem sestanku v zvezi z tem problemom v Vili Podrožnik še ob zaključevanju prejšnjega mandata. Pričakujemo tudi, da bo po spremembi ustave potem v realnem času nekaj mesecev možno uskladiti tudi ustavni zakon, ki bo določil, kako se to zlato fiskalno pravilo v ustavi operacionalizira oziroma v izvedbi operacionalizira. In glede na vprašanje, ki se pojavljajo, glede na dileme, ali to zlato fiskalno pravilo v ustavi omogoča ustavnemu sodišču tudi bolj restriktivno presojo referendumskih pobud oziroma zahtev v zvezi z zakoni, ki bi eventuelno šli v nasprotju s tem ustavnim načelom, je odgovor da. Ustavno sodišče ima zdaj v ustavi sidra, preko katerih pač presoja, ali je neka referendumska pobuda skladna z ustavo ali pa z ustavo ni v skladju, in glede na to presojo navezavi na ta ustavna sidra je ustavno sodišče doslej odločalo različno. To zlato fiskalno pravilo v ustavi nima namena, da posega v omejevanje referendumske svobode, predstavlja pa posredno seveda dodatno sidro za ustavno sodišče pri presoji posamične zakonodaje. To je vsa resnica v zvezi s tem. In tudi nima namena, da se v zvezi s tem kakorkoli špekulira, še posebej ne želimo, da špekulacije prihajajo strani tistih političnih strank, ki so se v predvolilni kampanji z vso ostrino zavzemale za to, da se pravica do referenduma tudi tehnično omeji. Jaz pričakujem, da tiste stranke s tem vprašanjem ne bodo imele problema. No, če sem prej dejal, da bo naslednji teden, pa tudi do konca meseca, odvisno od dinamike odločanja o spremembi ustave v državnem zboru na preizkušnji politična elita, bo seveda vezano na ta socialni dialog in pogajanja na preizkušnji tudi socialno partnerstvo. Sindikati so nekoliko po moji oceni prelahko vzeli situacijo, v kateri Slovenija je, še posebej glede časa, ki naj bi bil na razpolago za ta pogajanja. Slovenija v tem trenutku nima niti realnega proračuna za leto 2012, kar vsi vemo in kar ni nobena novost, nima pa, in tega se manj zavedajo nekateri, niti operativnega proračuna za letos. Kar seveda pomeni, da zaradi tega, ker nekega realnega dokumenta nima, nastaja velika škoda, ki se meri v milijonih. In vsak dan, ko ga izgubimo zato, da se prepiramo v poslovniku za pogajanje in tako naprej, nastaja milijonska škoda, ki jo bo pač nekoč treba pokriti, in pokrije se lahko samo z ustreznimi ukrepi na točkah, ki jim tisti, ki najbolj zavlačujejo, tudi najbolj nasprotujejo. Tako da to ujemanje bi moralo biti tukaj popolnoma jasno. Leto 2012, še posebej pa naslednji meseci, bodo v veliki meri točka odločitve, ali gre Slovenija počasi iz krize. Pravim počasi iz krize. Te ukrepe, ki smo predlagali,
Ti ukrepi, ki smo jih predlagali, so na nekaterih točkah milejši, kot bi jih zahtevala situacija ravno zaradi upanja, da jih bomo v veliki meri uskladili v socialnem dialogu. In zadolžitev, ki jo bo morala opraviti vlada v letošnjem letu za to, da bo proračunski primanjkljaj tam okrog 3%, bo še vedno milijarda in več evrov in ta milijarda ne bo šla za nove investicije, ampak bo šla še vedno za socialo. Tudi tega se tisti, ki terjajo na nek način počasnejše zmanjševanje proračunskega primanjkljaja, ne zavedajo. Še vedno se bomo zadolževali kljub tem predlogom in kljub tem rezom, ki jih predlagamo, in to, za kar se bomo zadolžili, ne bo novo seme, ki bo posejano za to, da bo gospodarska rast naslednje leto višja, ampak bo žal to še vedno za veliki meri za socialne transfere, za financiranje prevelikega javnega sektorja na nekaterih točkah in za to, da pač ti rezi, ki so potrebni, ne bodo ostrejši. Torej, če to uspe, bo Slovenija lahko šla počasi navzgor oziroma naprej iz krize, če pa ne, pa bo šlo vse tako naprej, kot je šlo v zadnjih letih, z isto dinamiko, kar pomeni z potencialno hitrostjo navzdol. In naslednji paket ukrepov, če ta propade in če nam ne uspe v okviru ekonomsko-socialnega sveta uspešno zaključiti vsaj do neke mere pogajanja za nov socialni sporazum, naslednji paket bo bistveno drugačen. Sindikati so danes, nekateri sindikati javnega sektorja so danes skušali prepričati ostale partnerje, kako ukrepi, ki jih sprejema Slovenija, v tem času odstopajo od podobnih ukrepov v drugih evropskih državah. To je res, vendar odstopajo v drugo smer, kot je bilo navedeno. Se pravi, niso strožji, ampak so blažji od teh držav. Samo dve državi sta v Evropski uniji, ki jih je kriza bolj prizadela od Slovenije, ker je bil padec rasti večji kot pri nas, to sta Grčija in Latvija. In če pogledate, kakšne ukrepe so tam sprejemali, boste videli, da so bili do 2 do 3-krat ostrejši, so pa, vsaj kar se Latvije tiče, bili uspešni, kar se Grčije tiče, bomo še videli. Ni pa možno govoriti, da to, kar mi sprejemamo, da je to na isti ravni, kot je bilo sprejeto za Grčijo ali za Latvijo. Države, ki so bile manj prizadete od nas in so sprejemale trše ukrepe od nas, so recimo Portugalska, Romunija, Bolgarija, Irska. V teh državah je bil padec BDP-ja manjši v času krize kot pri nas, pa so praktično vse sprejemale ostrejše ukrepe, še posebej, ko je šlo za restrikcije v javnem sektorju. Torej, lahko rečem še to ob koncu, da obžalujemo, da so nekateri sindikati tudi že v prejšnjih dneh, ko ni bilo možno delati nikakršnih zaključkov, tudi danes jih seveda še ni možno, kakšen bo rezultat teh pogajanj in tudi socialnega dialoga nasploh, napovedovali stavke, ustanavljali stavkovne odbore. Mi to obžalujemo, mislimo, da takšna reakcija ne bo pripeljala do nobenega izboljšanja, še posebej to ne bo ustvarilo nobenih možnosti za uravnoteženje proračuna, nobenih novih prihodkov, bo kvečemu to povzročilo škodo, ki jo bo potem preko določenih ukrepov, tudi takšnih, ki se jim danes najbolj nasprotuje, pač potrebno sanirati. Tako da tudi z tega mesta še enkrat apeliram na razum, dovolj je prostora za dogovore in ukrepi, ki so predlagani, so dejansko daleč od tega, kar bi zatiralo socialno sporazumevanje oziroma socialni dialog. In čisto na koncu pozval sem tudi socialne partnerje k resnosti v tem smislu, da se ne izključuje socialnega dialoga v institucionalizirani obliki, ki pri nas poteka v okviru ekonomsko-socialnega sveta. To v praksi pomeni, da pričakujemo, da vsak, ki bo sodeloval v tem dialogu, podpiše izhodišča za socialni sporazum, ker
vsi nadaljni koraki rokovno in tudi sebinsko bodo potekali v skladu z temi izhodišči. In kot že rečeno, prav vsi člani ekonomsko-socialnega sveta so izrazili strinjanje s temi izhodišči in vlada je naredila velike korake v njihovo smer in vložila velike napore, da smo jih uskladili. Ravno zato, da bi se lahko začel resen socialni dialog. Bo pa to socialni dialog seveda med tistimi, ki ga želijo, in formalno med tistimi, ki bodo podpisali izhodišča za nov socialni sporazum. Toliko, hvala. Če kakšno vprašanje, ampak zelo na hitro. Gospod predsednik, Katja Šruga, POP TV, te predloge, ki ste jih danes za tako imenovano prihodkovno stran predstavili, sindikati so na to, vsaj nekateri, ampak med njimi večji, reagirali, da to pač niti zaveze niso, kaj šele kakšni konkretni predlogi, ki bi že torej nikje ne bili na poti v kakšen zakon, in da to v bistvu z njihovega vidika ne spreminja prav nič. Prav v tem trenutku tudi sindikati javnega sektorja sedijo in se pogovarjajo o njihovih ukrepih naprej, še vedno ni izključena stavka, tudi referendum ne. In me zanima najprej, kako to komentirate. Drugič, kdaj boste prišli z velikimi ali pa večjimi infrastrukturnimi ali drugimi projekti, ki bodo recimo pospešeno odpirala delovna mesta. In pa tretjič, kdaj računate, da bo zlato fiskalno pravilo sprejeto, glede na to, da eden večjih sindikatov omenja tudi referendum? Zdaj o spremembi ustave je sicer možen referendum, vendar ga lahko razpiše samo državni zbor, tako da pač te napovedi ne razumem oziroma uresničitev ni možna. Kar se tiče infrastrukturnih projektov, no in še to pričakujemo, da bo odločitev o tem, ali se ustava dopolni z zlatim fiskalnim pravilom sprejeta ta mesec, se pravi aprila. Ni nobenega razloga, da pač ne bi bila, ker gre za, bom rekel, zelo jasno in, bom rekel, enostavno dilemo. Zdaj več napora bo potrebno pri samem zakonu, pri samem izvedbenem zakonu, zato pa, kot sem rekel, računam, da lahko v nekaj mesecih pridemo do rešitve. Ampak hitro sprejetje tega zlatega fiskalnega pravila aprila je za Slovenijo izjemnega pomena. Tukaj ne gre samo za vprašanje neke časovnice, ki bi jo kar nekaj iz zraka potegnila vlada in si zaželela čim prejšnje sprejetje. Gre enostavno za to, da Slovenija z svojimi napovedmi, kaj bo storila, ki jih ni izpolnila v zadnjih letih, ni verodostojen partner. Tudi delegacija, ki prihaja strani mednarodnih finančnih institucij v Slovenijo, pravijo, to ste vi že vse napovedali, leta 2009, pa 10, pa 11, ampak nič se ni zgodilo. Napovedujete proračunski primanjkljaj 3 ali pod 3%, to je zdaj že tretjič oziroma četrtič. Torej, dokažite, da mislite resno. Da je to seveda ni kaprica, samo kaprica mednarodnih finančnih institucij in posledica nek zapis v nekem poročilu. Gre enostavno za ceno denarja, ki ga mi potrebujemo, za obresti, ki jih bomo plačali za to milijardo, za katero se bomo letos zadolžili. In tukaj gre za razlike v desetinah milijonov evrov. In gre seveda tudi za možnost, da se sploh zadolžiš. Latvija, recimo, je imela nižji javni dolg bruto domačem proizvodu, ko je prišla v krizo. Tehnično bi se lahko naprej zadolževala, vendar jih še več ni posojal. Tako da ta zadeva ni tako enostavna, kot jo razlagajo nekateri, oziroma kot so jo razlagali nekateri danes na tej seji ekonomsko-socialnega sveta. Kar se tiče infrastrukturnih projektov, moramo priti do njih. In zato, da pridemo do njih, moramo spremeniti okolje. Vlada je danes sprejela nekaj zakonov, ki spreminjajo poslovno okolje v Sloveniji v tem smislu, da ga delajo bolj prijaznega za podjetništvo in tudi za tuje investicije. Gre predvsem za postopno zniževanje davka na dohodek pravnih oseb, ki v tem prvem obdobju ne bo imel praktično nobenih negativnih učinkov na prihodkovno stran proračuna, ker gre za postopno zniževanje, ne gre za 5-odstotno znižanje, kot govorijo takoj, ampak gre za pač zniževanje v parih letih, kar seveda na praktični ravni danes pomeni predvsem signal za tuje investitorje. Drugi tak ukrep je
so olajšave na investicije. Davčne olajšave na investicije, tudi proti temu so bili nekateri danes tukaj, jaz tega enostavno ne razumem. To je ukrep, ki bo šele skušal spodbuditi investicije, ne bo imel kakšnih izpadov, ne bo imel za posledico nekih izpadov v proračun, prispevkov v proračun, kajti teh investicij danes praktično ni. In jih moramo šele spodbuditi za to, da smo pol pogovarjali, koliko so lahko sploh obdavčene v realnem terminu. Tudi te spremembe pri dohodnini, kjer se predlaga, če je to usklajeno, pač 4. davčni razred, po drugi strani pa razbremenitev plač visoko kvalificirane delovne sile, meri v to smer, se pravi, da se spodbudi podjetništvo in da se tukaj, ko gre pri dohodnini za ta premik, pač bolj obremeni bogate. Ne pa srednjega sloja oziroma tistega najbolj produktivne delovne sile, kar je seveda pomembno tudi iz vidika tega, kakšne tu investicije si želimo, ali tiste za nizko plačana delovna mesta ali tiste za večjo dodano vrednostjo. Tako da odgovor na vprašanje, kdaj bo prišlo do tega ponovnega gospodarskega zagona, tudi pri teh projektih in tako naprej, v veliki meri odvisno od tega, kako hitro bomo mi te pozitivne signale uspeli poslati potencialnim investitorjem in v manjši, čeprav še vedno znatni meri od tega, koliko bo vlada uspela hitro spremeniti vse te komplikacije, ki danes obstajajo pri črpanju evropskih sredstev. To je prioriteta, tukaj že delamo in pričakujemo, da bo pač to, kar je še na teh evropskih skladih v letošnjem in prihodnjem letu hitro pritekala, ker to je edini realen denar za investicije. Bo pa na tej glavni oviri, ki je bila, se pravi problemih, ki so obstajali, še vedno obstajajo, delamo pri umeščanju objektov v prostor. Vlada v kratkem obravnavlja informacijo o tretji razvojni osi, ki je ta projekt in potem tudi sprejela vse tiste ukrepe, ki bodo ta projekt pospešili, vendar s tem še ne rešujemo problema financiranja, to je vezano na tista dva prva odgovora. Mislim, da je bilo še eno vprašanje na... Ja, reakcije sindikatov na te torej, davke za bogate, če tako rečemo. Ja, pogledajte, prvič nekaj pavšalnih razprav je bilo posledica tega, da so gradivo dobili na mizo in seveda takoj teksta, ki je relativno kompleksen, ni možno prebrati. Tudi na vladi smo nekaj časa o tem razpravljali, da so se stvari pojasnile in smo skušali odgovarjati. Ni res, da gre tukaj za neke ohlapne predloge, gre za zelo resne predloge. In tudi pri posamičnih točkah, če ste pogledali, piše, kaj je možno uveljaviti že zdaj ob sprejemanju rebalansa proračuna v tem interventnem zakonu. Tukaj gre za en manjši del, glede na to, da se davčno leto začenja 1. januarja in da je večina teh ukrepov davčne narave. Večina teh predlogov meri v spremembo sistemske, predvsem davčne zakonodaje, ki jo bo možno uveljaviti z 1. januarjem naslednjega leta. Se pravi, večina tega paketa ukrepov za povečanje prihodkov oziroma za prihodkovno stran proračuna bo vladni predlog za socialni sporazum, ki meri tudi na spremembo davčnega okolja v prihodnjih letih. Kar seveda pomeni, da če s tem uspemo, naslednje leto, ko bomo, ali pa jeseni, ko bomo pripravljali proračun za leto 2013, ne bo potrebno hkrati sprejeti enega takšnega reza pri javni porabi, ker bomo drugo fazo uravnoteženja proračuna oziroma javnih financ lahko v veliki meri dosegli z povečanjem prihodkov ob uveljavitvi teh ukrepov. To smo skušali tudi socialnim partnerjem danes razložiti. Ko gre za zmanjšanje porabe, je seveda to možno in tudi potrebno narediti takoj, ko gre za prihodkovno stran, ker gre za kompleksne stvari in rešitve, ki so pač vezane na roke, pa tudi na evidence in na spremembe sistemov, je to možno uveljaviti z 1. januarjem. In 1. januar
1. januarja leto 2013. Hvala lepa.